ki jo boste lahko v posebnem prispevku prebrali, ko vam pokažemo ta posnetek. Še eno stvar vam želimo pokazati. Kot že enkrat rečeno, mi smo Hrvatom dali 32 mejnih prehodov, da na njih kontrolirajo vstop in izstop v svojo državo. Mi smo dovolili, da so oni na naših mejnih prehodih. Mi smo v Sloveniji, mi nismo na Hrvaškem. Razobesili hrvaško zastavo. Hrvaško zastavo se razobesi v tuji državi, le v posebnih in natančno določenih primerih. Ali v primeru prihoda njihove državne delegacije v državo gostiteljico, to je predsednik države, predsednik vlade, predsednik parlamenta, v primeru mednarodne športne prireditve, kot uradni znak te države. In zdaj boste zagledali tukaj, na tem mejnem prehodu. Vidite, tu piše mejni prehod Dragonja. Tam je bil pa znak področja, ki je slovenska meja. No, vidite, in na tem mejnem prehodu visi, bomo zelo počasi vozili, da boste videli, na desni strani se oglejte, visi, prvo je evropska zastava, na to visi slovenska zastava, in na to visi zraven nje še hrvaška zastava. Poglejte si tamle od tega rumenega znaka, vidite te zastave. Bom zapeljal prav zaradi tega v ta del, da vidite te zastave. Vidite? In zdaj mi vstopamo v svojo državo, na kateri visi zastava tuje države. Pri čemer pa ne Cerarjeva vlada, ne vlada Alenke Bratušek ne morejo dokazati, da so sprejeti uradni zakoni, ki to vrstno odločitev, da so lahko hrvaški policisti na naših mejnih prehodih in da tu uredujejo, kot da na svojem mejnem prehodu tega zakona še nismo videli. Gre pa za dogovor, ki ga je sprejel Virant z bivšim notranjim ministrom Hrvaške. No, zdaj speljemo tle. Ta prvi blok je namenjen hrvaškemu policistu in drugi blok je namenjen slovenskemu policistu. In to velja za vse tri dele. Pa mi recite, kdo je tu nor. In mi zdaj stopamo v Slovenijo in oni nas kontrolirajo, kot da v bistvu slovenski policist, kar je tudi prav, tudi vam. Ali vam. No in zdaj smo zapustili mejni prehod Dragonja in se vračamo
nazaj v Slovenijo. To smo želeli pokazati, da vsi, ki kadarkoli berete naše neke pozive, razumete, o čem govorimo in kaj vam želimo povedati. Nismo proti temu, da se tukaj naredi razširjena cesta povezana s Koprom. No, tu je ravno se peljem proti Kopru. Prav. On je del ceste do Plavnije, slučajno ni potrebno. In se mi vračamo nazaj, boste vedeli, no tu se, če peljemo se naprej, se peljemo proti Kopru, mi bomo tukaj zavili nazaj v Sečovlje. To je tisto Sečovlje, oziroma mejni prehod, ki smo ga prevozili, ko smo vstopili na Hrvaško. Tako da del tujih turistov, kaj naredi? Pripelje se do sem in se po tej povezovalni cesti, ki je čista lokalna cesta, ki ima nekakšne povezave z potrebami tudi ostalih državljanov Slovenije, ampak je čisto za lokalne potrebe, čeprav ima formalno, pravno osnove, da se lahko voziš po njej. Kolone tujih turistov vozi tukaj, in sistem doseže, da stopa na Hrvaško preko mejnega prehoda Sečovlje in hrvaškega kontrolnega prehoda Plavnija. Upamo, da smo vam poskušali na koliko toliko razumljiv način pokazati problem neresnosti Hrvatov. Predvsem pa tudi neresnost slovenske politike, ki se ne zna jasno postaviti in reči. Mejni prehod Dragonja, ki smo ga prevozili zadnjega, je meddržavni mejni prehod med državama Republike Slovenije in Hrvaške. Sečoveljska kontrolna točka in tako zvana njihova kontrolna točka Plavnija pa bi lahko bila le izključno kontrolna točka za lokalne potrebe in ne za potrebe mednarodnega prometa. No, vidite, tu smo zdaj na ozadju tega našega mejnega prehoda in zdaj bomo mi stopili za njim. Vidite, tu piše, da bi stopili na Dragonjo. In zdaj se mi vračamo po tisti cesti, ki pelje proti Portorožu, Izoli, Kopru, na povezovalno avtocesto Koper-Ljubljana. Upamo, da so bili zelo jasni in razumljivi. Če to ne razumete, je škoda besed in škoda našega časa in denarja, da vam to prikazujemo. No, zdaj le vidite tle nekoliko bolje. Letališče Portorož na levi strani. No in mi bomo prav zaradi tega, da vidite, no to je vstop v letališče, tukaj tudi moramo reči, da si ne zasluži te besede pravem pomenu, ker je sorazmerno neurejeno. Poglejte, nasute stvari okoli, poglejte tole.
Tudi to je turistična Slovenija. Tudi to je sramota za Slovenijo. No, tu smo zdaj v Sečovljah. In to je ta povezovalni del med Sečovljami in pa med Portorožem. In ko se tujci vozijo tukaj, morate priznati, da ne morejo biti navdušeni nad lepotami naše domovine. Razen, če kdo meni, da je to lepota. Tudi to smo morali pokazati, da veste, še en govorim. To je bil naš jutranji prispevek, posebej zato smo ostali, da vam to pokažemo in da vam to objavimo, da boste spoznali, kako neurejene odnose imamo mi s to Hrvaško. In seveda tega v Bruslju. Odhajajoči evropski komisar, prvi evropski komisar Juncker, pojma nima. Naša evropska komisarka ve, pa je tiho. Naši politiki vedo, pa jih je strah. Hrvati pa nas izsiljujejo na vsakem možnem koraku. Da, vidite, to je tudi Slovenija. Zdaj smo v Seči. Tudi v Seči bi vam lahko pokazali še nekaj, pa ne bomo danes. Da je drugič. No, to je del, ki je osnovni povezovalni del med Sečovljami in Lucijo oziroma na to naprej na Portorožu, s Portorožem. No in lepo se vejte, mi pa bomo zdaj tukaj zavili v Lucijo in končali svoj posnetek tam, kjer smo ga skoraj začeli. No, začeli smo ga že prej v Izoli, ampak da veste, to je pa ta osnovna cesta, po kateri hočejo Hrvati, da še tu dovolimo na tej lokalni cesti njihovi turisti lokalnemu prebivalstvu omogočajo oziroma ne omogočajo normalnega življenja. Poleti je tukaj voziti skoraj nemogoče. No, in to je bil naš prispevek. Zato, ker smo želeli danes povedati in bomo danes objavili posebej za vas. Mi pa se nahajamo, kot rečeno, in bomo zdaj zavili v Lucijo. Da jo vidite, je to res. No, to je Lucija. In zavili tukaj na tem križišču v Portorož in lahko naprej bi se pelali do Pirana. Lepo se vejte.